Fino mini, ki bodo po tejle epizodi za nekaj časa vzeli hiatus. V začetku novembra pride torkova ekipa po krajšem dopustu z novo oddajo Frontmani. Zapišite si za uho in v koledar. Jaz pa sem malo razmišljal, kako zaključiti to skoraj točno enoletno etapo fenomenov in zdi se mi, da zaključki vedno potrebujejo eno tako splošno prevpraševanje, eno splošno samorefleksijo. In ker bi ravno včeraj na audio festivalu v Cukrarni Marko Bratuš, Anja Ramšak, Mihi, Katja in moja malenkost morali debatirati o tem, kakšen radio bi v idealnem svetu želeli mi, sem pomislil, da mogoče isto vprašanje zastavimo še vam. Katja je požegnala in se strinja. V tem trenutku bi odprli telefonsko linijo 01 475 2202 in vas vprašali, kako bi izgledal vaš idealen radio. A bi se mogoče na vašem idealnem radiju cel dan vrtela samo slovenska ska muzika, samo cel dan jutr, to bom naredil, jutr. Mogoče bi se na vašem radiju debatiralo o teorijah zarote, ki ne pridejo do tradicionalnih medijev, a je naključje, da je fotor od Ghislaine Maxwell Mossad agent. Mogoče bi bil vaš radio samo glas Ivana Lotriča, ki vam govori, da vam gre super in da je ponosen na vas. Mogoče bi bil vaš radio vi in vaše ljubljene in ljubljeni, ki debatirajo o bilo čem. Skratka, naj bojo tele zadnji fenomeni za nekaj časa prostor za fantaziranje. Prvi izmed fantaziralcev je že z nami. Boštjan, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. To sedmič, ne? Ja. Tako sedmič. Ja. V glavnem, mislim, a vi se poslavljate, Boris, ali kaj? Ne poslavljam se, samo oddaja Fenomeni se poslavlja. Ja, se je to. Ja, pride nova oddaja. Najbrž bo v športu, se bojim. Povejte mi, Boštjan, raje, kako bi izgledal vaš idealen radio? Glede, idealen radio, kar sem v življenju videl, je Val 202 temu najbližji. Drugače ga ne bi poslušal. Kar me mot, jaz sem tako razumel, da ne povemo, kar nas mot na radio je totalno pretirano ponaumljanje s športom, vse, kar je prav, ampak po Tito in po športu šport, meni se zdi to čisto preveč. Glede na to, da me šport ne zanima, da mi gre tekmovalnost v principu na živce in da od športnih rezultatov popolnoma nič v našem življenju ne zavisi od drugih stvari, ki so zelo pomembne, pa so velikrat zamolčane, pa vse zavisi. Ampak Boštjan, kaj pa ljudje, ki poslušajo Val 202, pa jih moti muzika, ali pa ljudje, ki poslušajo Val 202, pa jim grejo na živce te oddaje, kot jo recimo glihkar izvajava midva? Jaz ne vem, ta oddaja je tako malo. A se vam ne zdi, da bi moral biti nek kompromis med športom in muziko? Ja, se glih o tem govorim, ne, se mene recimo mot narodno zabavna muzika, ampak vem, da tok pa tok jo mora biti, motijo med tiste mašo v nedeljah, ampak tudi verjetno, te imajo svoje poslušalce. Fenomeno je pa samo pol ure, najbolj kvalitetna stvar, pol ure na teden, šport, ne vem, če ni tretjina vsega časa sploh. Všeč mi je slovenska glasba, ta novi val, to je noro, vsaka čast na splošno glasbo dobro vrtite. Moc me kaj je v petkih zvečer, še nikoli ni imel dobre muzike, ampak mogoče tudi zelo poslušam. Absolutno. Se pravi, sem zdi predvsem... To pa premalo kontaktnih oddaj, no. Evo, vi ste edini. Katjo Stolnič pogrešam, njo bi skozi poslušal, ona je pa ta prava. To se absolutno strinjam. Enkrat je tako budnico naredila jutranjo levičarsko, da nisem mogel verjeti. Res, mislim, da je naredila 5 takih budnic, pa bi nekdo šel na smetišče zgodovine. Malo se posvečate klimatskim spremembam, resno. Što je še bolj navaren od vojne in sploh nobene resne obravnave. Mislim, da so boletne Antarktiki ravno kar stopu, da bojo prišle potem vse te stvari, ki bojo sledile in da poti nazaj ne bo. In mislim, drugače pa Boštjan, jaz mislim, da bi vas mogli kar povabiti na naslednji uredniški sestanek, ker ste našteli zdaj 7-8 zelo argumentiranih, reflektiranih
in pohval in kritik in argumentacij, tako da sploh praktično... Hvala lepa. Najlepša hvala vam. Vse to jaz pogrešam, ne, da bi kdaj šlo. Mislim, se jaz prevečkrat kaj povem, ne, ampak včasih so neprestano bile vdaje, kaj lahko kdo kaj povedal, ne, toplovod. Zdaj pa skr zgineva in zdaj še vi zginete. Mislim, a veste kaj, pa sploh še ni prišla oseba na oblast, ker nas bo itak vse izginila. Tako da ne vem. Boštjan, sem hodil na škofijsko gimnazijo Želimlje, tako da zame ni strahno. Tako bom rekel. Svaka čast za nekoga iz škofijske, vi bi morali imeti unificirano mišljenje, pa ni videti. Okay. Ne, absolutno ne. Najlepša hvala vam za vaše mnenje. Bomo si vzeli k srcu in hkrati se vam zahvaljujem za nekih 7-8 izredno zanimivih smeri, v katere ste šli. Hvala, Boštjan. Boris, hvala vam za to leto. Adijo. Adijo. Boštjan je imel tole pripravljeno kot v enem topu, izstrelil je, da sem še jaz komaj sledil in hvaležni smo mu za to. Naslednji je Robert. Robert, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Boštjan že precej stvari, kako se reče, načel. Ja. Jaz v bistvu tudi poslušam Val 202, verjetno precej delka Boštjan, ker ga poslušam praktično od prvega leta njegovega obstoja naprej. Dejansko poslušam. Ne da je tekmovanje, ampak... Ne, tekmujemo. Robert, kako pa bi izgledal vaš idealen radio, se pravi, če vas prav razumem, se tudi pri vas Val 202 mogoče temu najbolj približa, verjetno pa ni idealen. Kaj je tisto, kar bi ga naredilo v vaših očeh idealnega? Najprej se bom vas dotaknil. V začetku je bil res, ko sem si pa takrat rekel, no sej fant se bo že še naredil, a ne, in to se tudi dogaja, se kar razvijate, tako da je v redu, napredujete lepo, mi je všeč, hvala. Najlepša hvala, Boštjan, se mi zdi, da lahko gremo izven mene, da ne bo preveč... No, dekrat smo likvidva ne vedi. Splošno meni je všeč, da je več pogovornih vdaj. Bi hotel musko poslušati lahko si jo, kadar manj kakšen tak del, da si mi glih ali pa bi pa še si lahko tudi naštimaš na telefon, kjerkola, ne. Ja. Pogovorne vdaje, to mi je v redu, pogosto so super, kakšna je to taka, ker niti ali ti ni tema domača, kako sam to ni vaša stvar, je to moja zadeva, moj problem. Se pravi, več nekega ljudskega kontakta, ampak kako pa ugoditi ljudem, če pa vsak hoče recimo nekaj drugega? Ne da se. To je mislim, lahko določen, v bistvu čisto enostavno. Ljudem, ki jim ugajaš, te bojo poslušali. Če jim ne ugajaš, te pač ne bojo. Ne gre na drug program, vsak ima možnost zamenjati program. Da bi pa sam rekel, tole bom poslušal, zato da se bom pa lahko, po domače povedan, mečken pritužval, ne? Ja. Pa je pa brez veze. Nekateri ljudje potrebujejo tudi to, Robert, se mi zdi, ne? In sem z največjim veseljem, recimo sva lahko midva kot nek temelj za to, da bo neka gospa ali kakšen stric se pritoževal nad nama na službenem. Če se mora na firmu spucati, naj se prešpehu postav, pa ne štarta, ne? Ja, ne vem. Ja, vsak po svoje. Tudi jaz sem velik oboževalec samorefleksije, ampak se mi pa zdi, da mogoče ni ravno za vsakega, ne? No, mogoče imamo občutek, da smo kritični o sebe, pa jaz pa vse opazil, da bi lahko bil tudi bolj, ampak tako to je. Absolutno in enako. Ja. V glavnem, jaz več ali manj imam tukaj pohvale, mogoče bi si želel kakšno pogovorno vdajo več, kar se športa tiče, ta gospod pred mano. Prav, pa tudi ne prav. Jaz sem bil vrhunski športnik, ampak za športa pa ne gojim kakšnih posebnih simpatij več kot toliko. Razumem. Ok, več pogovornih oddaj, malo manj športa. Najlepša hvala, Robert, za vaše mnenje. Ok, hvala, srečno živela. Hvala, srečno. Dobro, Boštjan in Robert oba o tem, da bi mogoče potrebovali več kontaktnih oddaj. Sicer ni to zdaj ni bilo mišljeno to kot neka, ko bi temu rekel, samorefleksija, nujno specifično Vala 202, kot bolj vprašanje, kako bi izgledal vaš idealen radio, ki je lahko katerikoli fantazijski radio, kjerkoli in na kakršenkoli način, pa vendarle se mi zdi, da smo ljudje pač taki, da radi izhajamo iz konkretnih situacij, kar je mogoče tudi prav in lažje. Pavle iz Ljubljane je naslednji, ki bo spregovoril o svoji idealni situaciji. Pavle, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz sem tako razmišljal, zdaj, ko to poslušam, ne, da prvo, Val 202, jaz sem ga, da rečem, odkril sem ga, ko sem vozil po Sloveniji, pa okrog, pa na Madžarsku, pa to, da je to edini radio, ki pokriva po celi Sloveniji, ne. To sem imel prežganka, ker če ne sem mogel skozi šaltati, me še na živce. In sem ugotovil, da to je blazen, da rečem tako sočen radio. Res imate zelo široko spektrum, imate zelo širok, zdaj pa nekaj druga pa tudi to, ne. Recimo, če nekomu ne paše, ne, idealen radio. Idealen radio, mislim, to je nemogoče izmeriti idealen radio. Ampak za vas idealen radio, Pavle, za vas, ne objektivno idealen radio, za vas, vaš subjektivni idealen radio, o tem se v bistvu pogovarjamo, ne. Aha, za mene? Ja, za mene, recimo, mene šport nekaj ne zanima preveč, ne. Ampak takrat preklopam, ne, takrat pač ne poslušam, pa tudi ne da me ne zanima, ampak vidite, to košarka, se tako hitro menjajo stvari, me dela tako ljučem, jaz se bojim, da bi bil srčni ukvar. Zato raje počakam na konc, pa da slišim rezultat, ne. Sem drugače, ko zelo na strani za starših športnikov. Drugače pa, meni osebno mi odgovarja zelo širok spektr glasbe, kar vi pokrivate, zelo bi lahko rekel od klasike do tehna, lahko poslušam, ne. Dobro, vi tega ne pokrivate tega, ampak se nima veze. Če vi hotel, vidim lahko na tretji program, ne? Ja. To se hotel podariti, da če danes dejansko si lahko ti narediš idealen radijski program. Prvič to, ki je radio, ne, da ti lahko šataš med njimi. Ziguloš nekaj najde nekaj, ki je nekaj dobrega, ki to zanima, ne? V bistvu si sam svoj urednik, ne? Ja. Tako? Da si sam svoj urednik lahko in iz nabora radio si nekako zgradiš nek konglomerat, ki ti ustreza, ne? Tako, drugo pa tudi, če ti nič ne odgovarja, imaš razmer internet na razpolago, tam pa lahko poslušaš, mislim pa res, je pa ni stvari, ki ne najdeš gor, no. Tako da, meni osebno se pravim, mogoče malo, mislim, ne malo preveč športa, ni mi toliko športa, kar zanimiv, no. Ampak drugače pa gledati se pa glasbe, pa vaših kontaktnih oddaj, mogoče res še malo več še kontaktnih oddaj, bilo tudi dobro, če je bilo, no. Da ste še ljudje kakšno mnenje povejo. Mislim pa, da je dobro pokrivate vse skrb, tako da jaz mislim, da skoraj bi rekel, da ste kar vi moj idealen radio. Najlepša hvala, Pavle, hvala za mnenje. Tudi vam lep dan. Lep dan. Torej, velika pokrivnost, več kontaktnih oddaj, malo manj športa, to je zaenkrat tisto, kar bi recimo Boštjan, Robert in Pavle izbrali, ko bi sestavljali svoj idealen fantazijski radio. Zdi se mi, da lahko zaključimo še zadnjim in sicer nas je poklical Mili. Mili, dobro jutro. Boris, dobro jutro, že ja. Dobro jutro. Mili, povejte, kaj pa je vaš idealen radio? Idealen 202 z veliko več pogovornih oddaj, predvsem v večernih urah. Ne glasba, ne reklame, samo premale pogovornih oddaj. Se vam zdi, da je drugačen, verjetno drugačen pristop ali tudi drugačna energija, če bi več kontaktnih oddaj recimo na vašem idealnem radiju izvajali zvečerne? Že ti s to oddajo in prej Miha in punce dokazujejo pač, da je to pravi način oziroma prava povezava med vami pa poslušalci. Ampak če bi bila pa zadeva v večernih urah, bi pa verjetno dobili še neko dodatno intimo, dodatno moč. Je v bistvu vse prazno, samo glasba. Glasbo lahko poslušam kadarkoli, kjerkoli in radio mora biti bolj pogovorno usmerjen kot glasbeno. Glasba je samo popotnica. Se strinjate s Boštjanom, Robertom in Pavlom, da je v bistvu idealen radio, je skupnostni, je v bistvu ljudski, je pogovorni, je kontakten? Tako je, Boris. Fenomenalno. Najlepša hvala, Mili. Ok, lep dan. Lep dan, lep dan. In to so bili torej Boštjan, Robert, Pavle in Mili, ki so povedali svoje. Zanimivo, moram reči, da nisem pričakoval, dajmo temu reči, tako velike presečne množice v odgovorih tega, kaj je idealen radio. Se pa kar strinjam in podpišem in sem hvaležen vsem našim današnjim komentatorjem.